za začetek me zanima, delaš v SNT-ju, kaj počne aplikacijski svetovalec za področje proizvodnje in planiranja? To je vprašanje, s katerim se soočam zdaj že 4. leto. Težko ga razložim. Mislim, da sem porabil mami, ki je učiteljica, 1,5 ure, da sem mi razložil, pa ne vem, če smo se točno razumeli. No. Skozi poslovne informacijske sisteme poskušam pokriti procese v proizvodnji in planiranju, pa s tem pač izboljšati nekako poslovanje naših strank. Kaj imaš pri svojem delu najraje? Pri svojem delu imam najraje ta občutek, ko dokončaš nek task. No. Da rešiš en problem nekomu, ko ga mogoče mudi že 14 dni, pol leta, 1 leto, ki je kompleksen, ki potrebuje malo kreativnega razmišljanja, pa se res poglobiš v njega in pol, ko končaš to zadevo, ki ga rešiš, je en tak dober občutek. Da si naredil nekaj za nekoga, da si mu pomagal. No. Pa zraven imel eno uganko za rešiti. Kaj boš vzel iz te krize naprej? Česa si se naučil v stanju krize koronavirusa? Naučil sem se to, da je človeški odnos, mislim, ta odnos med... Naučil sem se, da so odnosi veliko bolj pomembni, kot sem mislil. Glede na to, da delam v IT-ju, da je naše delo bilo tako in tako veliko že pripravljeno, da delamo nadaljavo. Smo vseeno spoznali, da rabimo en drugega, tako sodelavci, kot stranke, da se vidiš, da mogoče ta neformalni odnos malo krepi sodelovanje. Kakšen je zate zgled vodje, liderja naslednje generacije v nekaj besedah? Zelo na kratko bi rekel, da je predvsem empatičen. No. Da veliko zna se postaviti v vlogo svojih ljudi, z njimi delati in da tudi več skozi ko grejo. Se pravi, pomaga, da je prehodil to pot, pa da nekako dela na dolgi rok. No. Se pravi, to je najbolj pomembno, se mi zdi, v tej generaciji, ta mogoče kombinacija z družbeno odgovornostjo, nekako res gradite na take pristne odnose. Se mi zdi, da podjetja, ki so to delala prej, to je tudi kriza pokazala, no, kar sem bil v navezi recimo z ostalimi podjetji, ki so prej delala to, na dolgi rok gradila odnose, imajo zdaj veliko manj problemov prebroditi to krizo. Kaj pa si mogoče vzel s sabo iz programa 10. generacije AmCham Young Professionals? Vzel sem to, da je zelo pomembna odprtost. Se mi zdi, da tudi, ko sem govoril s partnerko, sem se tudi jaz skozi ta program spremenil. No. Da res lahko delaš na odprtosti, da ta povezovanje veliko pomeni, kar prej, v teoriji veš, da to nekaj prinese, ko pa vidiš v praksi, ko lahko zdaj zavrtiš telefon, pokličeš nekoga, ki si mogoče ga enkrat, dvakrat srečal skozi program, pa se pogovoriš o eni specifični situaciji, ki te zanima in ko lahko od njega odneseš, zato ker si slišal mimogrede, da se je s podobnim problemom soočil.